Ja. Lepo pozdravljeni. Očitno je to danes že druga novinarska konferenca. Dogaja se pač nek blef strani trenutne koalicije, ki želi na nek način preiskovati samo sebe, kar že v osnovi pomeni odklon od osnovne politične higiene. Vidimo, kaj počnejo na vodilnih pozicijah, kako menjajo ljudi tudi znotraj preiskovalnih organov, in to je samo še en korak, da želijo tudi odvzeti vzvode opozicije, ki jih imamo, to je, da ustanovimo parlamentarno preiskovalno komisijo. Mi, opozicija, imamo tekst, smo imeli spisan že kar nekaj časa. Želeli smo se še, da se usedemo, da se pogovorimo okoli tega teksta, ga mogoče na nekih delih, glede na nova dejstva, tudi prilagodimo in pa seveda povabimo tudi tiste dve stranki, ki sta se javno izrekali, da bosta dale podpise tudi pod našo preiskovalno komisijo, pa so se odločili iti po drugi netransparentni poti in nekako potihem zadevo speljati tako, kot so jo. To je njihov način, naš način je drugačen in odločili smo se, da danes vložimo tudi svojo preiskovalno komisijo. Zdaj, že po samem predmetu in namenu sta te dve parlamentarni preiskovalni komisiji precej različni. Namreč v 4 od 5 točk predmeta se parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo je vložila koalicija, nanaša na obdobje pred razglasitvijo epidemije. Mi jim tega obdobja nikakor nismo želeli odrekati in smo pustili prostor, da tudi oni opravijo svoje delo. Nikakor pa ne moremo pristati na to, da bi obstoječa vladna koalicija preiskovala samo sebe. Tukaj govorimo o spornih nabavah, o poslih, o vseh, bom rekla, problemih, ki nastajajo tudi s kakovostjo opreme, ki prihaja v Slovenijo, in to se je dogajalo v obdobju od nastopa te vlade. In to je naša naloga, naloga opozicije. Zakaj? Zato, ker s tem ohranjamo minimalno higieno. Enostavno si ne predstavljam, da bi Janez Janša preiskoval sporne nabave vlade Janeza Janše, to je že samo po sebi smešno. Če ima karkoli za povprašati, glede na obdobje pred nastopom njegove vlade okoli Zavoda za blagovne rezerve, lahko v vsakem trenutku pokliče svojega ministra v pisarno, kajti ta isti minister je bil minister tudi v prejšnji vladi, tako da bi predsednik vlade lahko te stvari razčistil tudi na ta način. Skratka, dovoliti, da opozicija preišče sporne posle vlade Janeza Janše in vse, kar se je dogajalo v obdobju od nastopa te vlade. Vse ostalo pač mi jemljemo enostavno kot blokado in odmik od minimalnih standardov higiene, ki morajo vladati v vsaki normalni demokratični državi, kar upamo, da Slovenija še vedno je. Zdaj pa k naši preiskovalni komisiji. Zdaj, namen preiskovalne parlamentarne preiskave, ki jo ustanavlja del opozicije, je, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za nadaljnje odločanje Državnega zbora Republike Slovenije o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ter da se oceni potrebnost sprememb zakonodaje, ter da ugotovitve predstavljajo podlago za druge odločitve Državnega zbora iz njegove ustavne pristojnosti. Skratka, v javnem interesu je, da se preišče, kako so se porabljala davkoplačevalska sredstva v času te vlade. Vemo, da je bilo indicov v medijih ogromno in prav je, da se te stvari tudi skozi parlamentarno preiskovalno komisijo nekako zaokrožijo in dobijo neko celoto. Toliko na kratko. Besedilo parlamentarne preiskovalne komisije vam bo tudi medijem in javnosti dostopno, da si ga lahko preberete, in verjamemo, da bo naša parlamentarna preiskovalna komisija zaživela in da bomo lahko opravili svojo funkcijo, ki smo jo kot opozicija dolžni zagotoviti državljankam in državljanom, da se ne bomo pogovarjali o tem, ali obstaja kakšen sum,
da so bila sredstva, da so bili državljani oškodovani in da so se nosilci javnih funkcij 14. vlade pod vodstvom Janeza Janša kakorkoli okoriščali na račun krize. In takrat, ko so bili državljani najbolj disciplinirani, takrat, ko smo vsi skupaj stopili, da smo premagali zdravstveno krizo, kateri smo bili priča, da so nekateri drugi počeli vse kaj drugega kot to, kar je bila njihova naloga, in to je, da zagotovijo zaščitna sredstva, vendar v skladu z zakonodajo, predvsem pa v skladu s tem, za kar so imenovani na javne funkcije. In to je osnovna integriteta in ravnanje v tem kontekstu, da smo zagovorniki javnih financ in da ne obstaja noben sum, da se je kdorkoli, kakorkoli okoristil. Dober dan tudi v mojem imenu. Vemo, kaj se je danes zgodilo, zato bom šel direktno na stvar. Kriminalci bi preiskovali sami sebe. Vlada Janeza Janše in koalicija, ki je to vlado sestavila, se kratko malo norčuje iz ljudi. Sporoča pa nam še nekaj drugega, nekaj veliko bolj nevarnega. Da opozicija v tej državi pravzaprav ni potrebna, ker sami popolnoma zadostno obvladujejo razmere. Spomnimo, da tokratni manever z koalicijskim poskusom, da ustanovi preiskovalno komisijo za nabave zaščitnega materiala, ki jih sprovada ta ista koalicijska vlada, ni prvi tak manever. Enako se je dogajalo tudi pri primeru Patria. In očitno gredo vzporednice med primerom Patria in primerom preplačil zaščitne opreme in neustrezne opreme še dlje. V obeh primerih so na delu provizije, v obeh primerih je na delu parlamentarni manever, ki naj spodreže opozicijo pri uporabi njenih legitimnih preiskovalnih orodij, s katerimi lahko oblast pokliče na odgovornost. Socialisti na to ne pristajamo in stojimo za preiskovalno komisijo, ki smo jo pripravili z 4 opozicijskimi strankami za majsko sejo Državnega zbora. Svojo preiskovalno komisijo koalicija utemeljuje s tem, da jim gre za resnico, da oni so pošteni in da jim gre za resnico. Ampak vemo, da jim v resnici gre za provizije. In njihove umazane posle je potrebno preiskati in ta organiziran kriminal, ki se ga gre vlada, pri katerem sedaj sodeluje tudi koalicija, preganjati. Hvala. Spoštovani mediji, spoštovane ljudstvo, ki nas gledate, jaz mislim, ko se ljudstvo nekaj sprašuje, ko se mediji sprašujete, ko se mi poslanci tukaj nekaj sprašujemo o teh nabav, o te nereguliranega sistema, zavajajočega sistema, pomeni, da je res nekaj hudo narobe. Prav v tem trenutku poteka Komisija za nadzor javnih financ, kjer se imenovani posipajo s pepelom in se sprenevedajo, kot da mi ne vemo, zakaj gre, ampak jih pustimo, naj povejo njihovo zadevo in bomo tudi mi naše povedali. Kar se tiče preiskovalne komisije, kot so predhodni kolegi povedali, mislim, da je tukaj izraziti kaj preveč besed na to, da se bo preiskovalna komisija preiskovala sama sebi, da bo Janez Janša preiskoval Janeza Janšo, da bo Počivalšek preiskoval Počivalška, je to absurd. Prav je, da tudi mi damo vlogo, mislim, da bomo to preiskovalno komisijo ustanovili. Kot veste, tudi sama stranka SAB je že ob sprejemu prvega korona zakona zahtevala nadzor nad porabo teh sredstev. Ker je zahtevala nadzor, je pač ni bilo to sprejeto, smo zahtevali še spremembe v naslednjih zakonih s tem, da bi ustanovili tudi proračunski sklad. Tudi to ni bilo sprejeto, zdaj pa bomo šli v preiskovalno komisijo in v interpelacijo, ki mislim, da je edina pot prava, če tudi že vemo verjeten rezultat, ampak narod pričakuje to od nas, mi smo v opoziciji, vidimo, prijavimo in bomo še vedno javili to, kar se nam zdi, da je pošteno do našega naroda in do davkoplačevalskega denarja. Hvala.
Lep pozdrav še v imenu Socialnih demokratov. Poslušal sem to predhodno novinarsko konferenco predlagateljev iz koalicije in jo lahko označim z dvema besedama velika zadrega. Zdaj, vodja poslanske skupine SMC, gospa Sluga, je že vnaprej rekla, da bojo v tej njihovi preiskovalki oprali vsakega suma gospoda Počivalška. Ne? Skratka, imamo že tudi sklepno poročilo te preiskovalne komisije. Sočasno imamo KNJF, kjer gospod Počivalšek si ne upa priti v državni zbor in nas že drugič gospod Cantarutti dobesedno nadira, prej nas je na odboru za zdravstvo, kot da smo mi nekako v marmeladi vsaj do komolcev. Zdaj to afero Maska, ki upam, da je labodji spev matere vseh slovenskih afer orožarske, dejansko ste omogočili mediji, zakaj se vam zahvaljujem, in seveda tudi tle se strinjam s kesanci, neki ljudje, ki so videli, čaki, to je pa zdaj preveč. Čeprav so mogoče nekoč politično pripadali kaki stranki iz sedanje koalicije. A veste, v Formule 1, kdo je že bil, če Hakkinen prehiti Schumachera po desni, je to krasen fin manever, nekem v resnem parlamentarnem delu pa seveda je ta njihova zgodba približno taka, kot da bi Franc Trček zažgal državni zbor, pa bi pa Socialni demokrati ustanovili preiskovalno komisijo, kjer bi Franc Trček dokazoval, da ni piroman. To je, upam, razumljivo nekomu iz skupin jaslice vzgojno-varstvenih zavodov, kot tudi stoletnikom. Mene to vedno bolj spominja na teater absurda. Jaz sem zelo rad Ionesca, zdi se mi pa, kot je Marko prej rekel, da bo ljudstvo tisti nosorogi, ki bodo to vlado peljali na smetišče zgodovine. Hvala. Ja, jaz sem Andreja Gregorič iz Slovenija. V čem se torej vaša preiskovalna komisija, če strnete, razlikuje od tiste, ki jo torej koalicija? In ali bomo torej imeli opozicijo, ki se ukvarja s podobnimi vprašanji in koalicijo? Ne, to se pravi, koalicijska preiskovalna komisija v 4 od 5 točk govori predvsem o ugotavljanju odgovornosti pred razglašeno epidemijo, tudi obdobje 1., 2. in naprej, torej ukvarja se z tem, ali so drugi zavodi, tudi nacionalni inštitut in tako naprej, ravnali pravilno. V 5. točki pa gre v to smer, katera je pa ključna za našo preiskovalno komisijo. Torej, vprašanje želijo malo, bom rekla, skreniti od tega, kar je ključ in jedro problema, in to je, da se je z nastopom te vlade in z nabavami, ki so jih vršili, dogajalo marsikaj čudnega, koruptivne prakse, preplačane zadeve, kontradiktorne izjave nosilcev javnih funkcij in tako naprej, in to je ključ in jedro problema, zakaj so bila in ali so bila oškodovana javna sredstva, da razčiščemo ta del, in to, kar oni počnejo, je pač njihov manever, da spreobrnejo zadevo na neko marginalno stvar, ki se je dogajala od 1., 2. naprej, ko so inštitucije ravnale sorazmerno in v skladu s tem, kar je bilo povsem normalno, tako da v tem delu se razlikujemo. Če se mi domačite na Radio Slovenija, se vi ne boste dotikali izhodiščnega stanja, torej 12.3. in kaj se bi peljalo do stanja 12.3., ampak krenete od te točke naprej. Mi se ukvarjamo. Torej lahko, če pač nekako parafraziram, vsak brani svojega. V kakšnem kontekstu vsak brani svojega? Je rekel gospod Trček, koalicija brani SMC Počivalška, vi branite Marjana Šarca. Lahko je. Izvolite. Glejte, že za mandata vlade Mira Cerarja je bil narejen stresni test pod gospo Milojko, kako smo pripravljeni za stanje epidemije. Takrat je bil MGRT minister Zdravko Počivalšek, v Šarčevi vladi je bil, sedaj je. Takrat je bila neka ocena, da je ta pripravljenost 3, pa verjetno je bila ta trojka malo nategnjena z 2.
nobene težave nimamo s tem, ampak verjetno, če bi šli gledati blagovne rezerve, bi mogoče ugotovili, da je že za časa vlade, ne vem, Ropa bilo premalo nekih zadev not. Prvič, mi nimamo vojno stanje, kar bi nekateri radi, drugič nimamo tudi izredno stanje, kar bi nekateri radi, tretjič tudi naša epidemija ni dobila pandemičnih razsežnosti, pa tudi če bi imeli vojno stanje, veste, tudi v vojni velja neko pravo. Ne? Zdaj, kar ta koalicija govori, najbolj še Počivalšek, ne, vse v fazi načrtovanja mogoče, pol pa udri brigu na veselje, ne, in zakonodaja ne velja. A veste, to so nekako neka dejstva, ki ste jih navsezadnje tudi vi raziskali. Ne. V osnovi v teh državi in v javni in državni upravi je kar nekaj ljudi, ki se že letja, če ne desetletja, ukvarjajo z javnimi naročili. Kje so bili ti ljudje? V tej državi je neko resorno ministrstvo, ki se mora s tem ukvarjati. Veste, to je približno tako, kot da bi Franc Trček v Mariboru v letu pa na baletu začel koreografirati predstavo. Vse so dejansko vse podrli, pejte gledati, kdo je naročal opremo po vseh drugih evropskih državah, ne glede na leve, desne vlade. To so bila v glavnem ministrstva za zdravstvo ali zdravje, na Hrvaškem še njihov inštitut zdraven, ne pa, da so najdeli nekoga, ki v bistvu za to ni bil usposobljen, da so prevalili to na zavod, ker če bi bilo na MGRT-ju, bi MGRT moral prijavljati lobistične stike, da so naumili nek organigram, ki je blago rečeno zmuzljiv. Vse so to dejstva, ki ste jih vse raziskali. Ne? In zdaj, če so oni toliko prepričani, kako so super delali, jaz ne vem, zakaj se skrivajo. Ne? Še na RTV se ne upajo prideti, ne? Pol pa bentijo, zakaj pa ne pridete na Nora, pardon, Nova TV, mislim, dobro jutro. S tem manevrom paralelne preiskovalne komisije želi koalicija zaščititi lasten kriminal. Želi ga pa zaščititi na način, da zrelativizira vse, kar se dogaja na Zavodu za blagovne rezerve in vse, kar se je dogajalo na Zavodu za blagovne rezerve. Želijo pokazati, češ, tukaj je šlo vse narobe, že od začetka, vsi smo nekaj krivi, ampak v resnici na koncu vlada Janeza Janše ni kriva ničesar. To je nekak komunikacijski parlamentarni manever, ki ga poskuša koalicija doseči z tem sklicom preiskovalne komisije. Tako da ne moremo in ne smemo pristati na relativizacijo, ki nam jo vsiljuje vladajoča garnitura. Jasno je, da je do organiziranega kriminala prišlo po nastopu vlade Janeza Janše, ko so se začele izplačevati provizije v milijonih. Spomnimo, da je s podobno strategijo relativizacije SDS nastopil že v prejšnjem mandatu. Svojo preiskovalno komisijo, v kateri naj bi pregledali bančno luknjo, v resnici so pod lupo vzeli dve razmeroma marginalni banki in na koncu za celotno bančno luknjo efektivno komunikacijsko okrivili Murgle. Pa vemo, da v bančni luknji niso zginjali milijoni, izginjale so milijarde in vemo tudi, da je bil v medu teh milijard SDS utopljen do komolcev. Tako da še enkrat ne pristajamo na to relativizacijo, a pa poskus relativizacije, ne pristajamo na poskus zamegljevanja in kazanja prstom na vse okoli, češ vsi so krivi, samo Janez ničesar. In namen naše opozicijske preiskovalne komisije je prav to, da pod lupo vzame to, kar se je dogajalo pod aktualno vlado Janeza Janša, ko so provizije že tretjič pod Janezom Janšo, ponavljam, poletele v milijone in v nebo. Hvala. Nekaj lahko tudi jaz povem, ker že mi je izzival. Spoštovani novinar Čelestina, vprašanje, ki ste dal vi, je bilo drugo. In zelo zanimivo. Vi pravite, da eni delijo preiskovalko za tisti čas pred 12. drugi delimo preiskovalko pa tisti čas po 12. Nima nobenega pomena to. Veste zakaj? Isto ministrstvo, isti ljudje so še vedno na istih mestih. Krivde iskati zdaj na ta način ali na drugi, zakaj so bile rezerve, zakaj niso bile rezerve, kaj bomo mi iskali, je napaka.
Mi ne iščemo, mi ne obsojamo njihov sistem ukrepov. Tu bi vsaka vlada, tudi prejšnja vlada bi sprejela take in drugačne ukrepe. Nam ni prav, da se popolnoma netransparentno, neprofesionalno, amatersko vodi nabave. Kriminalno, bi lahko rekli. Ker mi ne bo noben mene prepričal, da koliko stane ena maska, tista maska, ki je toliko govora zdaj v medijih, ne, da se jo prodaja za 1000% maržo. 1000% maržo. In to je nekaj, ki ne gre skupaj. Tu je eden od argumentov, ki jih bomo preiskovalki zahtevali in jasno povedali ljudem, ker mi smo dolžni povedati narodu, ker tu gre za naš denar, vaš denar, za ljudski denar, davkoplačevalski denar. Tu je poanta vsega. Ne smemo pustiti, da bi tu šlo tako mimo. Ne smemo. Hvala. Mogoče sam še en stavek, ker malo sem starejši od Kordiša. Glejte, vse ta manever so poskušali izvesti že o prodaji Mercatorja, če se spomnite, soroden glede preiskovalk. Tako da nič kaj blazno novega glede tega. Pričakujete sodelovanje koalicije v preiskovalni komisiji? Seveda, če se bojo odločili, da sodelujejo v preiskovalni komisiji, vsekakor. Bi pa lahko komisija delovala tudi brez nje? Mi smo si želeli, da bi to skomunicirali skupaj z tudi koalicijo, glede na to, da so nekatere stranke izrazile željo potem, ampak so se odločili za drugačno pot in to nas do neke mere žalosti. Bi pa sam še odprej dopolnila, da smo imeli v bistvu decentraliziran sistem nabav do nastopa te vlade. Ta vlada se je odločila za centraliziran sistem nabav, to preložila na Zavod za blagovne rezerve in potem vemo, kako je tukaj naprej nekako pot šla in kakšni so bili tudi vpleteni akterji, tako da in tukaj nekje odločitev za posrednike in vse, kar se je dogajalo, to so hudi problemi, ki so pripeljali do te situacije, v kateri smo danes. Zahtevo smo vložili, mislim, da bi že mogla biti v sistemu uro nazaj ali tako nekako. Bomo se odločili, to se bomo odločili kot opozicija oziroma bomo predebatirali znotraj poslanskih skupin, ko sploh pogledamo točen, kakšna je zahteva.